Jože Karlovšek je bil neutrudni raziskovalec in strokovnjak za ornamentiko ter slovensko stavbno dediščino, raziskovalec ljudske umetnosti, gradbenik in slikar. Rodil se je 12. februarja 1900 v Šmarjeti, umrl 22. oktobra 1963 v Domžalah. Izdal je več knjig in strokovnih člankov o slovenski hiši, slovenskem ornamentu in stavbarstvu. Bil je vnet zbiralec slovenskih bajk in pripovedk. Povzpel se je med naše najvidnejše raziskovalce ljudskega blaga v gradbeništvu in slikarstvu. Z neomajno vztrajnostjo, predanostjo in ljubeznijo se je posvetil slovenskim ornamentom, ki so izraz lokalne kulture in predstavljajo neprecenljivo vrednost etnične vsebine. Ob 60-letnici njegove smrti smo se zbrali v knjižnici Domžale, da se skupaj spomnimo na njegove dosežke in obsežno zapuščino. Prisrčno pozdravlja družino Karlovšek, direktorico knjižnice Domžale, magistrico Barbaro Zupan-Zoberwalder in seveda tudi vse ostale, ki ste nas počastili svojo prisotnostjo. Zapuščina Jožeta Karlovška obsega vrsto dokumentov, načrtov, risb in slik, ki jih skrbno hrani njegova družina. Sin, gospod Matjaž Karlovšek, je knjižnici Domžale omogočil uporabo gradiva za raziskovalne namene, hkrati pa priskočil na pomoč pri njegovem pojasnjevanju in interpretaciji. Del gradiva nam je priskrbela vnukinja Jožeta Karlovška, gospa Katarina Karlovšek in tudi Narodni muzej Slovenije. Vse skupaj je v digitalno zgodbo povezala in jo na kameri objavila naša sodelavka Kristina Galun, nekaj kratkih informacij in ornamentov pa je v plakatu oblikoval sodelavec Mateo Mahna. Vsem najlepša hvala. Sedaj pa vabim gospoda Matjaža Karlovška, da se mi pridruži na odru in nam nakloni nekaj besed. Sem hripal, pa bo že šlo, da se vas malo ne gledam. Pa vsedu se bom, veste. Kar dol se sedite, pa da najboljši. Dol se vstite, kozarček prvesti. Ja, takole, no, prvo, da vas vse lepo pozdravim. Prvo, da se zahvalim knjižnici Domžale, da je šla v ta projekt. Tukaj moram posebej izpostaviti gospod direktorico Barbaro Zoberwalder, potem gospod Kristino in tukaj, ki so z gospod Brigito sodelovala pri tem projektu, je bila kar precejkrat pri nas. To se moram zahvaliti. Seveda, da ne bom pozabil naši Katarini. Katarina je motor vsega. Ona je neverjetno vztrajna, kar se tiče Karlovškove dediščine. Sem vesel tukaj, da vidim veliko članov moje družine, so otroci, vnuki, prijatelji, sosedje, znanci, kofetarji, z kavarne Flerin. Seveda, posebno sem vesel, da je prišla televizijska zvezda Angelika Hribar. Moja svakinja, sosedje, prijatelji iz Drevomlja, Uvana, bratranc. Fino, da smo si Župnik je tudi tukaj, gospod Župnik. Gospod Župnik, ja. Ko zadnji se je usedel, sem rekel, pridite naprej, ampak sem pol nudilni, ki ima obveznosti. Res dobro, da niso župniki poročeni, še manj časa. Tako, doktor Vse je tudi tukaj,
Pa na koncu bo kakšen vic povedal. No, kaj ne jaz povem? Veste, zanimivo bi bilo, ko sem jaz učitelj doživel 60 let nazaj, ker sem bil star. 21 let, pa koga bi doživljal, če bi še bil že danes, ker sem 81. Drugač je pač, tako je. V glavnem, kaj od mladosti pa dosti ne moram povedati v teh stikih z učiteljem, ker on je neprestano delal. On je skozi samo delal. Pa ustvarjal. No, videli smo že malo, kaj dela, ampak resen je bil. Doktor Šumil je napisal, da ni nikoli videl, da bi se zasmejal. Vraga, pa take oči, se nikoli zasmejal. Ni, sam je delal. A on je čutil eno poslanstvo, da more svetu, Sloveniji nekaj dati. Nekaj je rekel profesor Frerin, oče od Milčka, veš, za sabo moš pustiti neko sled. To mi je skozi na misli. On je pustil sled za sabo. Že kot mlad se je ukvarjal z ornamenti. In s svinčnikom pa s papirjem hodil po Sloveniji. A ni bilo takrat, pa s kolesom, ni bilo takrat avta, ki pa ni bilo movetira. Nič ni bilo. Pa je slikal, pa risal, pa študiral. In mu je bila zelo všeč, mu je bila v Sloveniji to gradbeništvo oziroma te zadeve. Slovenska kulturna, arheološko-gradbeniška ta dediščina, to je raziskoval. In videl je, ki je bil star 27 let, je videl, da pravzaprav nič nimamo Slovenci. Glede, mi smo Slovenci, a smo kako Slovenci? Ja, nismo kako, ne? Začeli so fantje, Adam Bohunič, pa Trubar, Dalmatin po svetu. So začeli, ker prvo najvažnejše je slovenski jezik in slovenska beseda. Od tega se ločimo. Se drugač, to je bilo še med prvo pa drugo svetovno vojno veliko nemške govorice pri nas. In on je to študiral, stavbno dediščino in videl, da nič ni. Je bilo neki razni zborniki, pa časopisi, pa Jutro, pa eno, pa drugo, pa Slovenec, so bile neke objave, ampak da bi bila knjiga, jo pa ni bilo, nič ni bilo. Dočim so Nemci imeli, recimo, mi smo prvi bili na Nemčijo, Nemci so že imeli čuda Božja, vse. In kar se tiče, naprimer, podeželske hiše, tipične slovenske hiše, ni bilo nič. On je to šel in je to študiral in napisal knjigo in napisal 2 knjige, Slovenski domovi, 1 pa 2, z vsemi okraski, ki so pa hiši, z detajli, obrtniškimi umetniki. Je napisal. Še ni bilo dosti bolje, potem je napisal pa še 35 leta, 35 let je bil star, Slovenski domovi. Spet, jaz sem videl včeraj doma Virene, on je napisal Vire. Ni, nobene slovenske knjige ni bilo. Ni do takrat. In on je to dal slovenstvu. Imamo svojo knjigo in če nekdo bo raziskoval ali pa bo to študiral, tam noter je v tej knjigi od železne dobe, od bronaste dobe, pa do takrat nekaj oči pisal, med prvo in drugo svetovno vojno, do takrat vse. Tipične hiše. In recimo na en stran, en tloris sem videl, ene hiše stare, ki je narisan čist tak, kot je bilo pri našem sosedu, pri krajce preselja, ki je bila prej hiša, pa so podarili. Prideš not naprej, kuhna, levo je hiša, pol je kamera, desno je spalnica, pol zate pa čistko, pa ni takrat videl za to hišo. Vse pač podarilo. On je to raziskoval in v tem pisal. In to zdaj imamo. In
študenti, tisti znanstveniki, ki se bodo s tem ukvarjali, nazaj imajo neke uroke zauzeti, ker je dostali, kar je bilo v časopisih, zbornikih, pa to se težko dobiš razno, kot če univerzitetni knjižnici. No, zato je živo. Seveda ga je pa privlačil tudi slovenski ornament in je šel in je študiral, spet je bilo več literature, od kitajskega ornamenta, indijskega, pa so imeli tudi lepe ornamente, imajo muslimani, pa do slovenskega. In je tudi tukaj napisal 2 knjige, slovenski ornament, kako je nastal in ga je razvijal od, kaj jaz vem, rekel po domače, od 4-5 deteljice pa do najbolj sofisticiranega, najbolj kompliciranega ornamenta. Kot je rekel Matjaž Bojan, je rekel, da je 3000, on je tudi tukaj pri meni pobral, 3000 teh ornamentov. In je tudi to, in imamo slovenski ornament. Sič je nekaj pisal na knjiga, jaz nisem do njih prišel. Sič, to je tudi v tistem času živel, je to zbiral, drugač pa ni. In to, da imamo slovenski ornament. In ta slovenski ornament zdaj aplicira oziroma naprej razvija hčerka Katarina. In zdaj imate slovenske ornamente. Na kuliju, pa na kozarcih, pa je slovenski ornament. Na uri, na številčnici, pa je slovenski ornament. Na kuhinjskih cunah, pa je slovenski ornament. Na mašnih plaščih, na brezjah. Tako, ko imajo sprevod, ker 20 duhovniki vsi imajo mašne plašče, štole dol pa karloški ornamenti. Posod je, rekel je, še malo pa bomo imeli na modrcih karloški ornament. Zakaj pa ne? No, tako je razvijal ornament. Ampak to je bilo vse bolj, so bile razstave, marsikdo je bil, so bile razstave, so bile tudi članki v časopisih. Ampak zdaj pa to dano vsem na razpolago, tukaj ni nobenih pravzaprav pravi avtorske pravice pa to. Ljudje naj to uporabijo, kjer pač rabijo, kjerkoli pač delajo, a so to zidarji ali tesarji, kjerkoli, pa umetniki, to je na razpolago. In zdaj, ker je na spletu, je to dosegljivo vsem. In to nekaj predstavlja. In v tem segmentu jaz vidim tudi doprinos Jožeta Karloška k slovenstvu. Zato smo Slovenci. Da imamo, prej nismo mi vse bilo v nemščini. Zdaj to imamo, saj nekaj, saj ni ne vem kaj pa kako. Danes je to. Ni. Edino v Kozovcih je bila ena publikacija. No, še druga stvar, on je bil zelo delaven, učil je na srednji šoli. In na srednji šoli, jaz sem tudi hodil, ker gradbeni šoli niso imeli nič. Ker takrat je bila samljena gradbena srednja šola dol v Ljubljani. In te profesori so risali po tabli, mi smo prerisovali, oni so diktirali, mi smo pisali v zvezke. A Jože Karlošek je naredil skripte, učbenike, 12 učbenikov, od temeljev, od kanalizacije, pa do strehe, pa do ostrešja. Vse to, in to tekst in risbe, vse te risbe tudi sam zrisal, tega je ogromno. To je tudi zdaj, ker še mladi arhitekti pridejo pa meni razlagajo, kje so vse to vice, ko vem, kje so to vidi. Pa knjige, ki je napisal tam, ki je moj našočene. Tako, tukaj je tudi veliko naredil. Tukaj je tudi veliko naredil v tehničnem smislu, tudi za Slovenijo. Tako je to bilo. Kaj ne še povem? Daj povej, da je tudi slikal. Slike, ja. A ni tudi slikal? Ja, točno. On se je zanimal za staroslovenske in staroslovanske bajke, bogove, pa vse tiste se je zanimal. In je napisal, da so izdana knjiga, jih je 40 ali 50 biti. Tudi je vse narisal na les, ne. Je narisal
ta vitja. In tukaj je tudi oral ljudi, nič ni bilo pred njim. Seveda, on je tudi napisal umetnostna obrt na slovenskem knjigo. On je pisal o keramiki. V Ljubljani je naredil fabriko, dekor. Pa je pa prišla svetovna kriza, pa ni šlo več fabrika. Je ustanovo, je bil direktor, ustanovitelj, dekor. Pa so podarili to fabriko, pa so bloke naredili 20 let nazaj. Pa je pa zbral on v Ljubljani vse eminentne arhitekte, slikarje, pa so naredili skico za kakšno kipec ali pa takšno okrasek pa to. In posel v tej fabriki so pa potem naredili iz keramike. To je bilo tudi predeti bil v Ljubljani v razstavu. Še kaj me spomnite, kaj še delal? Etnografski muzej. Ja, z etnografskim muzejem je sodeloval. Poslikaval je skrinje. Je tudi, kaj? In tako dalje, vse je. Drugače pa tukaj, mi smo od Domžale prišli zato, ker on z Bonačem gradil papirnico Količevo. Je pisal, kako je, on je pisal zanimiv. On je napisal, Hišo Bojnice je napisal spomine, to je kar je na 40 strani. Kako je bilo, kaj z Bonača delal. Pa je bila pa malca, delavci so šli v kantino na malco, direktor je vozil eno kantico, je imel pa fižol not, pa šel kaj za štose, za tiste deske, pa je tam jedel fižol. Tako. On je potem sodeloval pri kartonažni tovarni v Ljubljani, pa papirnica dol, tista, ki je v Krškem, delal projekte, vse sorte. To je bilo, da pa šla, da mi dva kaj smučati ali pa drsati, pa upati se ti se pa počakali. Tako približno pol kratkem. Žena sem še kaj pozabil. No, da nam predobri. Hvala, ki ste prišli. Pa kar veliki ste. Je pa neverjeten, veste, jaz imam, moj svak je se sel iz Švice v Slovenijo oziroma na Hrvaško. Prav kle je življenje. Kle se skozi nekaj dogaja. Tudi jaz, ker sem vabil tukaj na to reprezentacijo, prijatelje, znance, kolegi. Ja, tam ima to, en ima plesne vaje, en ima šport, en otroke pele, en kolesar, en to dela. Vam povem, Slovenci so strašno zaposleni. Pa tako da, tako pa če. Hvala lepa, no, ker ste me puštili. Pa še bom nekaj. Najlepša hvala za ta izčrpen govor. Jože Karlovšek je naš najvidnejši raziskovalec narodnega ali ljudskega blaga v gradbeništvu in slikarstvu. S svojim načinom dela je oral ledino na tem področju. Njegova zapuščina obsega zajetno število z izredno natančnostjo zrisanih ornamentov, ki jih prilagojene sodobnemu času ohranja in razvija tudi njegova vnukinja Katarina Karlovšek. Naj si ob tej priložnosti zahvalimo za sodelovanje pri izvedbi tega projekta in jo vabim, da spregovori nekaj besed. Pred 5 leti je začela nastajati kolekcija Slovenski ornament Jože Karlovšek z namenom ohranjanja kulturne dediščine slovenskega ornamenta in kot poklon gigantskemu delu Jožeta Karlovška. Prvi izdelek je bilo nalivno pero, ki ga je izdelala celjsko podjetje Vivapin, in dnevnik branja ter zvezek izdelan v založbi Celjske Mohorjeve založbe. Zelo sem ponosna na to pot,
ki smo jo prehodili do danes in menim, da nam je uspelo vzbuditi pozornost k z ornamentom, ki jih je preučeval in risal Jože Karlovšek. Pokazalo se je, da je slovenski ornament ljudem všeč, kakor tudi to, da je bila ideja, da jih bomo približali ljudem lahko le na ta način, da jih prenesemo na uporabne izdelke. Danes kolekcijo Slovenski ornament Jože Karlovšek bogatijo številni uporabni, darilni, suvenir in protokolarni izdelki, ki so nastali v sodelovanju s številnimi slovenskimi proizvajalci, kot so Emo Celje, Steklarna Celje, Celjska Mohorjeva založba, Viva Pen, Zlatarna Celje in tako naprej. Ponosna sem, da smo s kolekcijo vzbudili pozornost Slovenskega etnografskega muzeja, ki meni, da je kolekcija izjemen primer prenosa kulturne dediščine na uporabne izdelke. Zelo sem hvaležna, da je občinski svet občine Šmarješke Toplice in župan, gospod Marjan Hribar, da so razglasili osrednji trg v Šmarjeti za Karlovškov trg, ter družini Gregorčič, ki so prenovili Karlovškovo rojstno hišo v Šmarjeti, ki je sedaj čudovit, sodoben hotel in restauracija, kjer je vse povsod prisoten slovenski ornament in Jože Karlovšek. In kot so ob otvoritvi povedali, da je obnovljena Karlovškova hiša, ki se sedaj imenuje Dvorec Gregorčič, spomenik Jožetu Karlovšku. Mogoče bi za zaključek tega prvega dela pokomentirala samo še tole, kar je rekel moj oče, da sem motor te kolekcije in ohranjanja ornamentov Jožeta Karlovška. To je morda res, samo zelo pomembno je pa tudi to, da pravzaprav cela družina Karlovškovih in širše, moji bratranci, tete in tako naprej, pravzaprav vsak je zelo pomemben delček v razvoju te kolekcije in v ohranjanju kulturne dediščine Jožeta Karlovška, kar nas na nek način tudi povezuje in vedno znova zbližuje. In se mi zdi, da takih zgodb je zelo malo, da v bistvu celotna rodbina si prizadeva vsak po svojih močeh, zmožnostih in talentih, da vsak po svoje prispeva. Tudi to, da ste danes tukaj, je tudi zelo velik prispevek k temu, kar pač delamo. Hvala. Najlepša hvala. Čas je za kratek glasbeni predah. Gospod Matjaž Marinič, vodja glasbene šole pri društvu Karnas Domžale, nam bo na klaviaturi zaigral skladbo po motivih slovenske narodne pesmi Jaz pa grem na zeleno travco.
življenje in delo Jožeta Karlovška predstavili na različne načine, prilagojeno različnim skupinam uporabnikov. Najprej bi izpostavila digitalno zgodbo o Jožetu Karlovšku na portalu Kamera, ki je namenjena širšemu krogu uporabnikov spletnih vsebin. Za raziskovalce, študente in ostale ljubitelje slovenskega ornamenta in slovenske stavbne dediščine je knjižnica Domžale z dovoljenjem družine Karlovšek digitalizirala njegova dela. Slovenska hiša v 2 delih, slovenski ornament v 2 delih, umetnostno obrt in slovenske domove. Danes si lahko ogledate na priložnostni razstavi. Obiskovalci knjižnice Domžale si bodo lahko na domoznanskem oddelku ogledali tudi predstavitev življenja in dela Jožeta Karlovška na 3 razstavnih panojih in pripravili smo tudi priložnostne kazalke, ki bodo zapuščino Jožeta Karlovška približali mlajšim in malo mlajšim uporabnikom, ki mogoče Jožeta Karlovška še ne poznajo. Natančneje pa si bomo ogledali digitalno zgodbo na portalu Kamera. To je regijski portal, to je neko spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine z področja domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah. Digitalizirane vsebine so tako dostopne z enega mesta, ustvarjene pa v tistih organizacijah, ki so za to področje najbolj kompetentne. Na Kameri spoznavamo zgodbe, ki so za neko področje značilne, zanimive in seveda v interesu lokalne skupnosti in uporabniki tako lahko dostopajo do vsebin, ki so bile do sedaj skrite v skladiščih knjižnic, arhivov in muzejev in od tega tedna dalje je del teh vsebin tudi digitalna zgodba o Jožetu Karlovšku, ki se bomo pa na kratko pogledali. Torej, naslovna spletna stran, se pravi Kamere, ne? Pridete do nje čisto enostavno, vpišete Kamera in potem tukaj pod iskanje vpišete iskalni list Jože Karlovšek, potem vas pa vodi naprej do naše digitalne zgodbe, ki ima naslov Jože Karlovšek, velikan slovenske narodopisne kulturne dediščine. S klikom na ta naslov vas potem vodi do prve strani te digitalne zgodbe. Kot vidite, je digitalna zgodba nekako sestavljena kot knjiga na različna poglavja in pa podpoglavja, glede na tematiko in vsebino. Vsako to poglavje ima tako kratko predstavitev. Če pa želite malo več informacij o določeni vsebini, pa samo tukaj kliknete preberi več in tako se nam odpre potem malo razširjeno besedilo v tej obliki. Prej je gospod omenil etnografski muzej, tudi tukaj je omenjen in Slovensko etnografsko društvo. Nekatere besedne zveze so rdeče obarvane, kar pomeni, da so potem na te zveze dodane povezave do teh institucij, recimo tudi obrazi slovenskih pokrajin, kjer je tudi kar podroben prispevek o Jožetu Karlovšku. Tako, če se vrnemo sedaj na prvo stran, zelo pomemben del vsebin o zgodbi Jožeta Karlovška je tudi fotogalerija. Tukaj spodaj vidimo, se pravi, par njegovih portretov, njegovo rojstno hišo, njegov hip, šmarjeto in tako naprej. Skratka, vsako poglavje ima spodaj tudi fotogalerijo, vezano na vsebino, ki ga določeno poglavje obravnava in s klikom na to, na neko fotografijo, se vam potem odpre malo večja fotografija. Recimo tukaj vidimo Jožeta Karlovška, ko se sprehaja po Domžalah. Zraven imamo potem, se pravi, besedilo, ki je povezano s to fotografijo. Spet tukaj si lahko malo več preberete o tem, in pa seveda nekaj teh glavnih, se pravi, povezav in pa ključnih besed. Kot sem že omenila, tukaj je potem nekako vsebinsko digitalna zgodba. Zelo veliko sta o njem povedala že gospod Matjaž pa gospa Katarina. Jaz verjamem, da vsi njegovo življenje in delo dobro poznate. Njegovo otroštvo, mladost v Šmarjeti, potem njegovo izobraževanje v Ljubljani, njegovo delo ne samo iz stroke, ampak seveda tudi kot zelo uspešnega učitelja,
kot je gospod Matjaž omenil, seveda tudi pisca zelo kvalitetnih učbenikov iz tega področja, za kar je prejel tudi marsikatero priznanje in pa ne samo to, tudi iznajditeljsko spričevalo. Skratka, vsebin je mnogo, vabljeni ste k raziskovanju, vabljeni ste k prebiranju, omenjena je posebej tudi tovarna fine keramike Dekor in pa seveda, ker smo v knjižnici Domžale, je za nas eden od pomembnejših delov tudi so njegova knjižna dela. Tukaj so omenjena posebej Slovenska hiša, prvi in drugi del, Slovenski domovi, Slovenski ornament in umetnostna obrt. Tukaj, če vzamem naprej, če jih damo, se pravi, kliknemo na tematiko izdane knjige, imamo tukaj pregled teh knjig. Te knjige so sedaj digitalizirane, kar pomeni, da so pretvorjene v tako obliko, da so na nek način preslikane, da jo lahko vsak bere v spletni obliki, in sicer na Digitalni knjižnici Slovenije. Digitalna knjižnica omogoča dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin s področja znanosti, umetnosti in kulture. Je na nek način spletni informacijski vir, ki predstavlja pomemben del sodobne infrastrukture, potrebne za izobraževalne in znanstveno-raziskovalne procese in omogoča trajno ohranjanje slovenske pisne kulturne dediščine v digitalni obliki, s čimer je poskrbljeno, da bo ta ostala dostopna tudi prihodnjim rodovom. Kot je že gospod Matjaž omenil, kot vidite, nekatere od teh knjig bodo kmalu praznovali 100-letnico in s tem, ko so digitalizirane in dostopne v Digitalni knjižnici Slovenije, smo jih tako predstavili ne samo slovenskemu, ampak bi rekli globalnemu občinstvu, tako da si res lahko marsikdo jo ogleda, kdorkoli je za to seveda zainteresiran. Jaz mislim, da si vsako od teh knjig, nekaj je že gospod Matjaž omenil, pa zasluži par stavkov iz vsebine. Leta 1927 je šel prvi del knjige Slovenska hiša, stavbni motivi, leto kasneje pa drugi del, stavbe in pohištvo, in v njih se zavzema za varstvo domačij, predvsem pa se loti kratkih oznak hiš v posameznih slovenskih pokrajinah. Poleg značilnosti naših regionalnih oblik kmečkega doma so nanizane tudi značilnosti stavbnega pohištva. Leta 1939 izdana knjiga Slovenski domovi prinaša celovit pregled razvoja hiš na naših tleh od prazgodovine dalje z vidika domačega stavbarstva. Skupaj z ilustracijami je knjiga še danes odlično in uporabno gradivo. Karlo Šek je orisal zgodovinski razvoj posameznih tipov hiš, tudi tehnične in dekorativne podrobnosti slovenskih podeželskih domov, ter nanizal ideje, kako prikrojiti sodobne stavbe našemu okolju. Jedro Karlovškovih raziskav pa so bili ornamenti. Ni jih le zbiral, pač pa ustvarjal tudi svoje. In v prvi knjigi Slovenski ornament popisuje splošen zgodovinski razvoj ornamenta. V drugem delu knjige pa obravnava tematiko slovenskega ornamenta, predvsem kako je ornament krasil uporabne predmete. V knjigi zapiše, da v naši narodni umetnosti obstaja poseben ornamentalni slovenski tip, ki se loči od vseh drugih tipov. Drobna knjižica Umetnostna obrt nudi bežen pregled razvoja umetnostne obrti. Predvsem se osredotoči na to, kako so se različni narodi ali ljudstva razlikovali po umetnostnem pojmovanju in po svojih izdelkih. Avtor je polemiziral o tem, ali imamo Slovenci svoj slog v umetnostni obrti in kako daleč nazaj v zgodovino sega. Skupni imenovalec je seveda slovensko, kot je lepo omenil že gospod Matjaž. In lahko rečemo, da je s svojim raziskovanjem skušal kulturno zgodovino in stavbno dediščino postaviti v širši svetovni kontekst. Tako. Se pravi, sedaj bomo pogledali še, kako dejansko lahko na spletu poiščemo te digitalizirane knjige in si jih lahko doma v naslonjaču lahko tudi preberemo. Namreč
lahko, se pravi, dostopate preko te povezave Digitalna knjižnica Slovenije. Takole. Se pravi, lahko dostopate preko kamere, tukaj imate že iskalni list Jože Karlovšek in takole se vam pokaže vsi zadetki oziroma digitalizirana dela njegova. Tukaj je, vidite, Slovenska hiša, se pravi naslovnica, ne? Avtor Karlovšek Jože, če kliknete gor na naslovnico, se vam potem pokaže takole še malo večja naslovnica z vsemi pomembnimi podatki, letom izdaje, formatom in tako naprej, ampak za nas mogoče najpomembnejše so pa tukaj spodaj, ne, se pravi 2 PDF-datoteki, v prvem, se pravi, ker sta 2 zvezka, sta 2, in seveda s klikom na to datoteko se vam potem odpre celotna knjiga Slovenski ornament, dobesedno preslikana, tako da si jo lahko potem na računalniku, na tablici, kjerkoli lahko, kadarkoli gledate. Takole. Tako, digitalna zgodba pa se zaključi tudi z bolj sodobnim pridihom. Takole. Danes je družina Karlovšek, lahko rečemo, vzor ohranjanja dediščine in spomina na Jožeta Karlovška, tudi preko blagovne znamke Slovenski ornament Jožeta Karlovška, kar je lepo predstavila gospa Katarina. Vabim vas, da si preberete celotno zgodbo, tudi ta, predvsem tudi končni del in seveda ogledate tudi priloženo fotogalerijo. Ponovno je čas za kratek glasbeni predah. Gospod Matjaž Marinič nam bo na klaviaturah zaigral skladbo po motivih slovenske narodne pesmi Lepa Anka, kolo vodi.
prispeli smo do zaključka našega druženja. Naj vas ob tem povabim k prebiranju zgodb naših domoznancev, prebiranju knjig, tudi digitaliziranih, predvsem pa k raziskovanju in ohranjanju naše skupne kulturne dediščine. Mnenja sem, da smo z današnjim dogodkom, posvečenim Jožetu Karlovšku, prispevali drobec v mozaik slovenske kulturne dediščine. Najlepša hvala za vašo pozornost. Povabim še gospoda Matjaža pa gospod Katarino za par zaključnih besed. Hvala lepa, da ne boste pol ušli vsi, da me vzad sem malo pripravil rdečega papirja, pa tudi voda je zraven. Da se boste malo pogovorili med sabo, ker to druženje to nekaj pomeni. Moj oče ga ni, on se je sam nekaj dopisoval s Pličnikov, pa z Vesparjem, pa vse to tako. No, Matjaž Bojan je že pred 30 leti zapisal, Jožeta Karlovška bojo razumeli še čez 50 let. Žal ga danes ni tukaj, Matjaža sem ga povabil. Izkoriščam pa to priliko, da naši Katarini Karlovšek podarim v zahvalo in šopek, ki je pa tako velik, da bo lahko še tudi razdelila med sestre, pa med brate, pa še za Bojana bo nekaj ostali. Evo, Katarina, hvala lepa za vse to, za to trud. Pa še tako naprej, no. Tudi na kombineži bi šlo. Hvala, da ne bote predsušli. Da se še malo pogovorimo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Jaz bi se želela na koncu zahvaliti vsem, ki so karkoli prispevali k temu, kar pač k temu našemu ohranjanju kulturne dediščine slovenskega ornamenta. Morda bi koga izpustila, morda na koga pozabila, tako da se bom zahvalila svojemu možu, Bojanu Šrotu, ki vas vse skupaj lepo pozdravlja, ampak v luči napovedanih nalivov je zadržan. In pa seveda mojima fantoma, Žanu in Filipu, mojima sinovama, ki v bistvu sta bila primorana ves čas meni tako ali drugače pomagati pri razvoju te kolekcije, ker je kar precej nekega ročnega dela in prenašanja stvari in tako naprej. Tako da najlepša hvala. Jaz v tem mojem ateljeju, ki je na pol atelje in na pol skladišče, zelo uživam, tam sem obkrožena z ornamenti in izdelki in v bistvu to je tisto, kar je najlepše in zaradi česa tudi vse to počnem, ker meni to enostavno zelo všeč in mi je lepo in vsakič znova se zazrem v te Karlovškove ornamente, ne moram se jih nagledati in očitno je to res ena taka prava stvar in verjamem, da bomo še naprej ohranjali to kulturno dediščino slovenskega ornamenta, ter da bomo, tako kot ste povedala, kmalu bo 100 let, odkar je bila izdana prva knjiga, to bo zelo kmalu, leto 2027 bo 1, 2, 3 tu in takrat verjamem, da bomo naredili eno tako veliko prireditev ob 100-letnici izdaje prve Karlovškove knjige. In seveda hvala lepa knjižnici, Kristini, Brigiti, gospi direktorici in tam sem pripravila na mesto šopkov eno pozornost naše strani in tudi jaz vas vabim k druženju, da bo pa vsak lahko delček te zgodbe, ki smo jo odprli danes, odnesel domov, sem pa za vsakega pripravila en naš roller, katerega krasi slovenski ornamenti Jožeta Karlovška. In hvala lepa, da ste prišli.
Zdaj pa zaznavlja. Ja, oče, ne? Kako si povedala? Neuradno. Razstavo. To je pa neuradno. Hvala. Ja, mislim, da je bilo lepo. A bo?